Spoštovani predsednik Slovenske ljudske stranke, gospod Marjan Podobnik, spoštovani predsednik Nove Slovenije krščanskih demokratov, magister Matej Tonin, spoštovani predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Alojz Kovšca, spoštovani poslanci NSI v Državnem zboru in evropski poslanec SLS, spoštovani državni svetniki SLS ter številni župani in podžupani strank, spoštovane članice in člani Slovenske ljudske stranke in Nove Slovenije krščanskih demokratov, dragi prijatelji gospoda Ivana Omana. Cenjeni, začenjam žalno sejo ob smrti velikega Slovenca in domoljuba gospoda Ivana Omana, soustanovitelja in prvega predsednika Slovenske kmečke zveze, podpredsednika Demosa, nekdanjega člana predsedstva Republike Slovenije in poslanca Državnega zbora Republike Slovenije. Spoštovani, prosim vas, da z minuto molka se spomnimo in poklonimo pokojnemu Ivanu Omanu. Naj mu sveti večna luč. Od nas vseh Slovencev je odvisno, kakšno Slovenijo bomo imeli jutri. Razmišljajmo o Sloveniji včeraj,
danes, jutri. So besede gospoda Ivana Omana, ki je svojo življenjsko pot sklenil, ko je Gospod za njegovo življenje dejal: dopolnjeno je. Slovenski narod je izgubil enega od očetov naše države, pogumnega, modrega in preudarnega človeka, velikana našega časa. Bil je eden ključnih ljudi slovenske politične pomladi in osamosvajanja Slovenije. Ivan Oman se je rodil 10. septembra 1929 v kmečki družini v Zmincu. Ženo Marijo sta imela 7 otrok. Že v času nekdanje socialistične Jugoslavije se je zavzemal za pravice kmetov v Sloveniji. Ob začetku procesa demokratizacije Slovenije konec 80. let je sodeloval pri ustanovitvi Slovenske kmečke zveze in leta 1988 postal njen prvi predsednik. Sodeloval je na vseh ključnih dogodkih demokratizacije ter osamosvajanja Slovenije. Na svoji kmetiji je novembra 1989 gostil tudi znamenito srečanje, na katerem je bila dogovorjena ustanovitev Demosa. Kot kandidat Demosa je bil leta 1990 izvoljen za člana predsedstva Slovenije, leta 1992 pa za poslanca prvega sklica državnega zbora. Po izteku mandata se je sicer poslovil od aktivne politike, a vendar je kot starosta ostal pomembna osebnost slovenske pomladi. Na praznovanju 30. obletnice ustanovitve Slovenske kmečke zveze decembra lani se je znova zavzel za sodelovanje strank na desnici. Lepo je in koristno, da stranke slovenske pomladi gradijo med sabo vendar neko novo zaupanje. In lahko smo veseli, da stranke ljudske in krščanske demokracije stopajo vse bolj z ramo ob rami. To bo privabilo novo lastovko slovenske pomladi. Ivan Oman je leta 1996 prejel zlati častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. K besedi vabim predsednika Slovenske ljudske stranke, gospoda Marjana Podobnika. Ne bodite žalostni. Naredil sem, kar sem lahko naredil. Sedaj mirno čakam, da me pokliče Bog. Spoštovani žalni zbor, tako mi je Ivan Oman pred nekaj tedni sproščeno povedal, da v popolnem miru pričakuje zadnji korak iz tega življenja v večnost. Težko bi za nekoga bolj kot za Ivana Omana veljale besede svetega Pavla Timoteju. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej mi je pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan namenil Gospod. Nekomu, ki je Ivana Omana osebno zelo dobro poznal, je težko govoriti o njem, če misli ne začne s tem temeljem, s to trdno vero klenega slovenskega kmeta, narodnega voditelja in državnika, obenem pa ljubečega moža in dobrega družinskega očeta. Vodilo v življenju in vsem delovanju mu je bilo vodilo zavetnika Evrope svetega Benedikta: moli in delaj. To pravilo je zaznamovalo vse mejnike v njegovem življenju, po varni poti ga je peljalo preko zahtevnih in pogumnih odločitev, ki so, oplemenitene z modrostjo, pripeljale do velikih dejanj. Ivan Oman je bil simbol tistega, kar je Slovenija po osamosvojitvi imela možnost nastati, pa v mnogočem žal ni oziroma še ni. Simbol Slovenije, kakršna bi bila, če po preživetem nacizmu in fašizmu ne bi imeli medvojne in povojne revolucije in nato še 50 let komunizma. Simbol Slovenije, ki bi jo vodila od naroda izvoljena oblast izmed tistih, ki so skozi rodove na naših tleh vzpostavljali trdne kmečke grunte, močne družinske obrti in podjetja, izmed tistih, ki vzgajajo k spoštovanju človeka, družine, dela, domovine in pošteno pridobljene lastnine.
Držal se je misli pesnika Simona Gregorčiča: dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar more to mož je storiti dolžan. V veliko milost in privilegij mi je bilo, da sem v svojem življenju smel in mogel med drugim sodelovati, se učiti in prijateljevati s 3 velikimi osebnostmi: profesor dr. Francem Zagožnem, slovenskim domoljubom in pisateljem Borisom Pahorjem in skoraj pol življenja z Ivanom Omanom. Boris Pahor, ki je želel osebno nagovoriti ta žalni zbor in počastiti spomin na Ivana Omana, je danes tik pred odhodom iz Trsta v Ljubljano sporočil, da mu je zaradi vročega dne zdravnik odsvetoval pot. Prosil pa me je, da vam prenesem njegove izraze globokega spoštovanja do življenja in dela Ivana Omana, enega največjih graditeljev Slovenije. Izraze spoštovanja do človeka, ki je v odločilnih trenutkih stopil naprej in povezal ljudi za prave stvari. Tako je povedal Boris Pahor. Ivan Oman je bil kmet in dr. Anton Trstenjak, velik slovenski mislec, je na kongresu SLS nekoč povedal: korenine slovenskega kmeta segajo do pekla. S tem je hotel povedati, da je moč, ki jo predstavlja ukoreninjenost in trdnost slovenskega kmeta, kakršen je bil Ivan Oman, tolikšna, da iz teh korenin lahko zraste visoko kmečko in narodovo telo in se razvije v širino, da zmore dajati senco za varno zavetje in zdravo rast bodočih rodov. Ivan Oman je bil narodni buditelj in voditelj, ki ni potreboval nobene funkcije, da je bil velik. Je eden tistih, ki funkcijam daje težo, in ne eden tistih, ki šele s funkcijo dobijo težo, kot je o njem zapisal prijatelj Aleš. Ivan Oman je bil državnik, brez katerega verjetno ne bi bilo samostojne Slovenije, kot je danes v žalno knjigo zapisal eden izmed takrat ključnih ljudi, Jelko Kacin. Ivan Oman je bil človek, ki mu ni bilo podobnega v novejši slovenski zgodovini v tem, kako je znal navdušiti ljudi za pravo stvar. In postal je tisti, ki je ob svoji smrti bolj kot kdorkoli povezal ljudi najrazličnejših političnih in vrednostnih opredelitev v enotni oceni, da smo z njim izgubili velikega človeka. Ivan Oman si je vedno želel, da bi Slovenska kmečka zveza in Slovenski krščanski demokrati oziroma Slovenska ljudska stranka in Nova Slovenija skupaj dihali z obema pljučnima kriloma. To je tudi pomemben del njegove politične oporoke. V prvi vrsti je na nama z Matejem Toninom, predsednikom Nove Slovenije in najinih sodelavcih, da njegovo željo na ustrezen način uresničimo. Željo, da bi močno ljudsko krščansko demokratsko gibanje vodilo Slovenijo proti velikim ciljem, proti gospodarsko uspešni in socialno pravični Sloveniji, za kar si je vse svoje življenje prizadeval Ivan Oman. Milan Dekleva je v pesmi zapisal: šli smo za svetlobo, šli za vonjem žita, trudni romarji skozi čas. Prečili kalne reke in zapuščena polja, šli čez temni les, pusti kras. Slišali smo sanje, bel utrip srca, nismo pozabili želja. Nismo se predali, ni bilo zaman, slepo noč zamenjal je dan. Ker tam na obzorju varen dom stoji, jablana in lipa, v njeni krošnja ptica poje si in pravi nam, ni bilo zaman. Dragi Ivan, hvala ti za vse. Dovolite, da se ob koncu v imenu družine Omanovih zahvalim za vse izraze sožalja in mnoge globoke misli o Ivanu Omanu. Iskrena hvala, gospod Podobnik. Prisluhnili bomo znova slovenskemu oktetu. Slišali bomo najljubšo pesem gospoda Ivana Omana, ki so se jo člani oktete naučili ob njegovi 80-letnici. Pojoč se oglasimo. Skladbo je dan pred praznovanjem priredil za slovenski oktet Jože Vidic.
Za demokracijo je šlo, pogrešali smo jo 45 let, je gospod Ivan Oman dejal ob 20-letnici Slovenije. K besedi vabim predsednika Nove Slovenije krščanskih demokratov, gospoda Mateja Tonina. Spoštovani Ivanovi sopotniki, prijatelji, osamosvojitelji, drage poslanke in poslanci, dragi domoljubi. Z žalostjo smo pred dnevi sprejeli novico, da je v 90. letu starosti umrl državnik, eden izmed očetov samostojne Slovenije, krščanski demokrat, predvsem pa naš prijatelj Ivan Oman. Pri velikih ljudeh so vse besede odveč. Njihova dejanja govorijo sama zase. Dejanja Ivana Omana so zaznamovala čas, v katerem je živel, kar pa je še pomembnejše, pustila bodo trajne sledi vsem prihodnjim generacijam. Ko se je v 80. letih slovenski narod prebujal iz zimskega spanja, so bili potrebni pogumni posamezniki, ki so si upali. Brez njih ne bi nikoli dočakali pomladi, saj ne bi nikoli stopili skozi odprta vrata zgodovinske priložnosti. Ivan Oman je bil pogumen mož. Ko še ni bilo jasno, ali bo komunističen režim dokončno popustil demokratičnemu barbotanju in sanjam po lastni državi, ali pa je šlo zgolj za taktično otoplitev, kateri bo sledil neizprosen obračun, je bilo sprejetje vodenja Slovenske kmečke zveze 22. maja 1988 zagotovo pogumno dejanje. Ivan Oman nas je v ključnih trenutkih opogumljal. Vsi se spomnimo njegove ponarodele izjave. Mi gremo na volitve zato, da zmagamo. Pred prvimi svobodnimi in demokratičnimi volitvami aprila 90 so imele stranke, ki so izhajale iz nekdanje zveze komunistov, strašansko finančno in tudi kadrovsko prednost. Za vse, ki so bili desetletje zatirani, so bile Ivanove besede kot mana z neba. Zatiranim in razočaranim so vlile upanja in samozavesti, da je drugačna Slovenija mogoča. Ivan Oman je bil domoljub. Ko se je s pomočjo plebiscita rojevala Republika Slovenija, ni nikoli preračunaval, kaj se mu bolj splača. Odločno se je postavil na stran poti v samostojnost. Slovenijo je imel enostavno rad. Krepil je slovensko identiteto, vendar nikoli, ampak res nikoli, zaničevanjem drugih narodov. Ivan Oman je bil pravičen. Za nekatere v politiki je značilno, da lastne vrste vedno hvalijo, medtem ko svoje konkurente silovito kritizirajo. Ivan je znal pohvaliti in videti dobro tudi v svojih nasprotnikih. Bil pa je tudi neizprosen kritik v lastnih vrstah. Politični nasprotnik ni naš politični sovražnik, je dejal Ivan Oman. Če kaj, potem sem Bogu resnično hvaležen, da sem imel kot predstavnik mlajše generacije politikov možnost in priložnost spoznati Ivana Omana. Nikoli ne bom pozabil, kako je pred 6 leti vkorakal v mojo poslansko pisarno, popolnoma nenapovedan. Bilo je to vsaj zame veliko presenečenje, ker ni nihče vedel, da pridem. Sodelavka je pokukala v mojo pisarno in mi rekla, gospod Oman želi govoriti s teboj, in vprašam jo,
kateri Oman? In odgovori mi, ja, Ivan Oman. Priznam, da sem v tistem trenutku dobil silovito tremo. Šlo je za človeka, katerega velike dejanja sem poznal, ga spremljal in ga tudi občudoval. Zdelo se mi je neresnično, da bi prav ta človek želel govoriti z mano. Kot vedno je Ivan Oman mirno in tiho stopil v mojo pisarno. Se usedel na stol in rekel: mladi mož, nekaj sem vam prišel povedati in nekaj sem vam prinesel. Bil je to tisti zame ne najbolj prijeten čas, ko so zlasti na desni zaradi pokojnine nekdanjega predsednika republike silovito tolkli po meni. In Ivan Oman mi je takrat rekel: jaz bi naredil isto kot vi. Podaril mi je knjigo s posvetilom krščanskemu demokratu Mateju Toninu, Spodbuda za delo, krščanski demokrat Ivan Oman. Zame je bilo prvo srečanje z Ivanom neprecenljivo. Pomirilo me je in mi vrnilo samozavest. Podoben občutek, ko ti oče reče, da te ima rad, čeprav veš, da si ga kronal in da si zakuhal velike težave. Opisan dogodek je razen zame za vse ostale popolnoma nepomemben, se zavedam. Kljub temu pa tudi v majhnih stvareh izpričuje načelnost Ivana Omana. V najinih kasnejših pogovorih je večkrat poudaril, da revanšizem ni še nikomur pomagal k uspehu, da moramo ustaviti sovraštvo. Dejal je še, da bo Slovenija normalna šele takrat, ko bodo možne tudi velike rdeče-črne povezovalne koalicije. Ivan Oman nikogar ni pustil ravnodušnega. Znal je razumeti ljudi. Njegova govorica je bila enostavna, jasna in razumljiva. Bil je človek, kakršnega je Slovenija v prelomnih trenutkih enostavno potrebovala. Dragi Ivan, mi v Novi Sloveniji smo vas imeli enostavno radi. Pogrešali vas bomo. Družini in vsem ostalim žalujočim izrekamo iskreno sožalje.
Ivan Oman ni izključeval. Bil je povezovalen, dialoški in iskren. Ni lagal. Stal je za svojimi besedami. Bil je odločen, predvsem pa delaven kmet. Bil je mož in oče, predan, globoko predan družini, narodu in veri. Vedel je, da le trdo delo rodi sadove. Na žalni seji Slovenske ljudske stranke in Nove Slovenije krščanskih demokratov nas bo sedaj nagovoril predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Alojz Kovšca. Spoštovani in spoštovani, danes smo se zbrali v žalosti, da se poklonimo še zadnjič v slovo očaku svoje rodne Slovenije in prvi lastovki slovenske pomladi Ivanu Omanu. V teh žalostnih dneh, odkar je ugasnilo njegovo po svoje bogato in zgodovino prepojeno življenje, je dobil veliko zvenečih imen in lovorik, predvsem pa velik in iskren poklon mnogih svojih rojakov. Prav tako v Unionski dvorani 12. maja 1988. leta, kot danes nabito polni, je bil tukaj. Skupaj s somišljeniki je zaoral v težko brazdo z vso močjo, kot se zaklenega slovenskega kmeta spodobi. Malo jih je, ki živijo svojo vizijo, a on je bil med njimi. Zapustil nam je dragoceno dediščino duha slovenske pomladi. Tiste pomladi, ki se je kmalu zatem razcvetela kot politični in kulturni preporod, da odene v barve sivino pretekle slovenske zgodovine nekega drugega časa. Iz tisočletnih sanj, ki smo se jih komaj še upali sanjati, je poustvaril enkratnost dogodka vseh dogodkov, rojstvo naše mlade Slovenije. In tako je zasluženo postal junak našega časa. Ko sva se zadnjič srečala pred dobrim letom v Novem mestu, je bil vidno utrujen, pa vendarle nič manj odločen in trden v svoji neomajni politični drži. Tedaj mi je dejal, ena lastovka ne prinese pomladi, naznani jo pa, nezmotljivo. Bil je izjemen ljudski tribun in zagovornik kmečkega življa ter slovenskega podeželja. Da in kot prav takšnega ga bomo močno pogrešali. Dobro se je namreč zavedal, da se z besedami ne da nahraniti naroda, da se od obljub in leporečja ne da dostojno živeti. In to je pokazal brez strahu in brez dlake na jeziku. Njegove lekcije so nam ostale dragocene. Prav zaradi njih se zavedamo, da so pridne roke, močna volja in zdrava kmečka pamet urnejše in spretnejše od rožljanja besed politike. Velikan slovenske besede Anton Aškarc v svoji pesmi preroško zapiše: Narod tvoj bo pil iz čaše tvoje, s pitjem njenim bode se napajal, v delih svojih živel sam boš večno. Utrajen poklon Ivanovi drži, delu in spominu. Hvala lepa, gospod predsednik. Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle je ob smrti Ivana Omana za današnjo žalno sejo zapisal: Dragi Ivan, ko sva se zadnjič srečala, si mi z globokim mirom dejal, da si pripravljen in da se ne bojiš smrti. Smrti se ne bojijo tisti, ki se ne bojijo življenja. Ti si živel svoje življenje polno in odgovorno, za družino, za kmetijo, za slovenskega kmeta, za Slovenijo. Hvaležen sem ti,
da si bil pripravljen takrat, ko številni niso verjeli, da se bo komunistični režim sesul. Zaoral si prvo brazdo političnega organiziranja slovenske pomladi in se nisi oziral nazaj. Ko si se postavil za dostojanstvo kmečkega stanu, si mislil na vso Slovenijo ter svojim pogumnim vstopom v politični prostor požel odobravanje širokih krogov slovenskih domoljubov in demokratov. Tvoje dejanje je bilo bistveno za volilno zmago Demosa in osamosvojitev. Zapisal si se kot vrh osamosvojiteljev Slovenije in postal starosta slovenske pomladi. Z globokim spoštovanjem se ti zahvaljujem za tvojo ljubezen do Slovenije, za tvoja državotvorna dejanja, za jasnost, načelnost, odločnost, pogum, dialoškost, modrost in zdravo kmečko pamet. Iskreno zahvaljen za tvoj delež pri postavljanju slovenske krščanske demokracije in za dolga leta prijateljstva. Hvaležen sem ti tudi, da si kot prvi sprejel predsedovanje Združenju vrednote slovenske osamosvojitve. Ti jih poosebljaš. Dragi Ivan, očak slovenske pomladi, počivaj miru v slovenski zemlji, ki si jo ljubil in storil zanjo vse, kar si mogel. Lojze Peterle, nekdanji predsednik SKD, nekdanji podpredsednik Demosa in predsednik osamosvojitvene vlade. Pred sklepom žalne seje bo nekaj besed izrekel še gospod Aleš Primc, ki je ob 80-letnici Ivana Omana pripravil knjigo z naslovom Ivan Oman, glas ljudstva v prelomnem času. Ivan Oman je bil velik človek, državnik, skromen, preprost, pameten, razgledan, zvest in ljubeč družinski mož, oče in stari oče. Kmet, borec za pravice in spoštovanje kmeta, prijatelj slovenske vojske, iskalec resnice, ponosen kristjan in Slovenec. Rad je bral, bil je umirjen, prijazen, spoštljiv sogovornik, blag v izrekanju sodb od drugih, ljubitelj umetnosti. In še veliko bi lahko naštevali. Ivan Oman je bil državnik v najbolj plemenitem pomenu besede. Od nekdaj si je želel pravične države Slovenije, ki bo utemeljena na pravičnem družbenem in socialnem dogovoru. Ivan Oman je bil eden najbolj učenih ljudi, kar jih poznam. Njegova delovna miza je bila polna knjig. Področja zanimanja in poglobljenega poznavanja so se raztezala od filozofije, sociologije, politike, kmetijstva in zgodovine do ekonomije in marsikaj vmes. Na področjih, ki jih sam bolje poznam, me je navduševal s svojim jasnim, zdravorazumskim pogledom in razumevanjem. Prepričan sem, da je bilo tako tudi drugje. Pred kratkim je kupil vsaj 10 kilogramov novih knjig, ki jih je še hotel prebrati. Imel je poseben dar za enostavno razumljivo govorjenje. Naj je govoril na shodu, na televiziji ali v osebnem odnosu. Stvari je znal povedati tako, da ga je vsak razumel. Bil je ljudski tribun, glas slovenskega naroda v prelomnih časih osamosvajanja. Janez evangelist Krek našega časa. Od njega nisi slišal praznega govorjenja, kot je pogosto v politiki. Vsaka njegova beseda je imela težo in utemeljitev. Jasne so mu bile zakonitosti javnega nastopanja. V mojih začetkih mi je enkrat dal kratek nasvet. Počas in na glas. Veliko ljudi je vsaj malo gluhih. Ivanu se je družinsko življenje izteklo tako, da je bil lahko miren. Gotovo so bile tudi hude preizkušnje in žalost. Posebej ob smrti 14-mesečne hčerkice Monike. Do smrti žene Marice je z njo živel v slogi, ljubezni in velikem spoštovanju, ki so ga videli vsi, ki so imeli možnost opazovati. Otroci so se poročili in imajo svoje družine.
Ima veliko vnukinj in vnukov, na katere je bil zelo ponosen in je o njih rad govoril in se z njimi pohvalil. Letos julija se je poročil še sin Igor, s čimer se mu je od srca odvalil še zadnji velik družinski kamen. Omanovo kmetijo je že prej prevzel odličen gospodar sin Janez. Njegova bolečina, morda celo največja, pa je bila država Slovenija, ki jo je imel zelo rad kot svojega otroka. Sredi 90-ih sem ga vprašal, če je vesel, da imamo svobodo in demokracijo. Pa je odgovoril, svobode je nekaj več, kot je bilo, demokracije pa še 50 let ne bo. To mi je gotovo rekel z upanjem, da se moti. Žal se za prvih 25 let ni motil. Demokracija za Ivana Omana pomeni, da sta v državi vsaj dve stranki, ki se izmenjujeta na oblasti. Druga drugo kontrolirata in spodbujata, da gre država naprej, da se razvija. Saj se vsaka zaveda, da bo izgubila oblast, če ne bo delala dobro. Pri nas pa se to ne dogaja, ampak imajo levičarji v taki ali drugačni preobleki oblast večino časa po osamosvojitvi. Ali kot je rad rekel Ivan, komunisti so iz oblasti sestopili tako, da so na njej ostali. Zmago desnice, ali kot je on rekel, krščanske demokracije, si je zelo želel. Pa ne zato, ker je bil on sam krščanski demokrat, ampak zato, ker je to nujno za dobro države in njenih prebivalcev. Ob odprti krsti Ivana Omana, ob njegovem simbolno odprtem grobu, se mi zdi prav, da se vsi, ki smo tukaj zbrani in vsi, ki spoštujemo Ivana Omana, zavežemo, da bomo delali na tem, da se čimprej izpolni njegova želja, da desnica in krščanska demokracija v Sloveniji čimprej zmaga. Za dobro Slovenije in vseh njenih prebivalcev, tako levih kot desnih. Ob najinem zadnjem srečanju pred dobrim mesecem je bil Ivan miren, spravljen z bližnjimi, svetom, seboj in Bogom. Pričakoval je sestro smrt in o tem sproščeno govoril. V glavi je bil bister kot studenec. Najino slovo je bilo prisrčno. Ko sva se poslavljala, so bile njegove zadnje besede, pa še kaj pridi. Imel sem namen. Zamudil sem, da bi ga še obiskal živega. Bom pa celo življenje prihajal k njegovemu čistemu izviru njegove misli in zgleda. In k temu vabim tudi vas. Dovolite mi, da se ob koncu zahvalim še predsednikoma, Marjanu Podobniku in Mateju Toninu, da sta me povabila in ste mi dali možnost danes govoriti tukaj pred vami. Prepričan sem, da bi lahko vsak izmed vas danes povedal vsaj tako iskren in dober govor, kot sem ga jaz, zato sem res iz srca hvaležen, da sta mi dala priložnost, da sem svojemu velikemu prijatelju in vzorniku lahko namenil teh nekaj besed. Vsem njegovim domačim izrekam globoko sožalje. Iskrena hvala, gospod Primc, gospod Podobnik, gospod Tonin in gospod Kovšca za vaše besede in misli. Hvala tudi slovenskemu oktetu in spremljavi. Spoštovani, pri glavnem vhodu v Unionsko dvorano je ob 30-letnici Slovenske kmečke zveze decembra lani Ivan Oman odkril spominsko ploščo, ki jo lahko po slovesnosti počastite v njegov spomin. Vse vas vabim, da sedaj za pokoj Ivanove duše zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne operi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse. Gospod, daj Ivanu večni mir in pokoj, naj počiva v miru. Spoštovani, državni pogreb z vojaškimi častmi se bo začel jutri ob 16. uri s sveto mašo v cerkvi svetega Jakoba v Škofji Loki. Po sveti maši bo pogreb na mestnem pokopališču. Od danes od 9. ure naprej in do jutri do 13. ure bo Ivan Oman ležal na svojem domu, od 15. ure naprej pa v cerkvi svetega Jakoba. Spoštovani, sklepam žalno sejo Slovenske ljudske stranke in Nove Slovenije krščanskih demokratov, v imenu vseh izrekam še enkrat iskreno sožalje. Gospod Ivan Oman, vi pa si mirno spočijte v domači zemlji. Iskrena hvala za vaš obisk.